In že smo na razstavnem prostoru ABB, ki je tudi tradicionalni dolgoletni sponzor industrijskega foruma IRT, in z nami je Tomaž Lasič. Tomaž, roboti so vroča tema na Japonskem, v Evropi, pa tudi v Sloveniji. Seveda, robotika je ena iz poti, ki rešuje v bistvu trenutno situacijo, predvsem, če gledamo pomanjkanje delovne sile. Tukaj vedno več v bistvu uporabnikov vidi rešitev v robotiki, tako da področje, v katerem se roboti uporabljajo, se zelo širi iz tradicionalne avtomobilske industrije v splošno industrijo. Včasih so neke aplikacije, ki si niti nismo zamišljali, da bodo lahko prišle, in zdaj robotika nam to omogoča. Sodelujoči roboti so eno od področij, ki približa robotizacijo v industriji. Seveda jedro robotizacije bojo pa še zmeraj standardni, klasični industrijski roboti. V industriji je vedno bolj vroča tema tudi umetna inteligenca. Kaj lahko robot v navezi z umetno inteligenco naredi? Ja, umetna inteligenca odpira popolnoma novo področje uporabe. Tudi mi naše nove krmilnike smo že pripravili, da bomo imeli dovolj procesorske moči, da bomo lahko uporabljali umetno inteligenco. Zdaj, seveda, umetna inteligenca v robotiki bo mogla biti drugačna, kot si normalno vsi zamišljajo, da boš nekaj povedal, ne. Bo prilagojena uporabi robotov, v tom mislimo predvsem poenostavljeno programiranje. Recimo ene od takih aplikacij, ki so že v uporabi z umetno inteligenco, ki jih uporabljamo, je recimo naključno iskanje paketov, prijemanje paketov in jih odlaganje v obliko, pozicijo, ki jo potem lažje procesiramo. Česa pa recimo danes roboti še ne znajo in verjetno tudi še lep čas ne bodo znali? Česa ne znajo, ne. Zdaj, bistveno je to, ne, ko govorimo o robotih, ne, treba je vedeti, roboti so mehanski del. Ne znajo delati tistih, se pravi možgane, nove ideje, te stvari bo pa še zmeraj ostalo na delo inženirjem, inženirkam, da si bojo zamislili, kje jih uporabljati, kako uporabljati. Umetna inteligenca bo pa pomagala, da bo prehod iz te ideje osnovne do realizacije bistveno krajši, kot ga imamo danes. Vi poznate tudi slovenski trg. Kako razviti sta robotizacija in avtomatizacija v slovenski industriji? Slovenska industrija je zelo razvita na področju robotizacije, to tudi vse statistike mednarodne kažejo, tako da lahko rečemo, da smo v vrhu. Glede na razvitost naše industrije je robotizacija zelo prisotna. Tudi vidimo, tudi ne samo največji igralci, tudi zelo majhne firme uporabljajo danes robote brez večjih težav. Roboti so prišli iz robotskih celic, zdaj že sodelujejo s človekom. Kaj je naslednja stopnja razvoja po vaše? Naslednja stopnja zdajle v kratkem bo predvsem ta, da bojo aplikacije, kakor je recimo varjenje s sodelujočimi roboti, se pravi aplikacije, ki bojo zelo hitro uporabne. To bo v prvi fazi gotovo hit na področju robotizacije. Čudovito. Hvala, gospod Lasič, in še eno EPP vprašanje. Kako vi vidite industrijski forum IRT? Kakšen je vaš vtis? Ja, v bistvu industrijski forum je zelo všeč, zato ker se tukaj zberejo tisti, ki jim je res to v interesu. Na kakšnih splošnih, večjih sejmih imamo preveč, bi rekel, takih, ki se samo po malem zanimajo, tukaj pa so dejansko vsi zainteresirani in bolj globoko se posvetijo sami tehnologiji in so tudi razgovori v bistvu na dosti bolj visokem nivoju, kot lahko si recimo posvetimo v klasičnih sejmih, ne. Imamo več časa za razgovore. Super. Gospod Lasič, hvala za vaš čas in vaš odgovor in uspešen forum še naprej.